Pozdravljeni, dragi starši. Najprej vam moram povedati, da sem danes izbrala takole okolje in da sem zunaj, tako da boste lahko slišali peteline, kikirikati, motorke ropotati, upam, da ne bo preglasno, da se bom jaz vseeno slišala. Ampak to ozadje mi je res tako pri srcu in se mi prav škoda zdi v eni sobi sedeti. Sterilni s tišino. Tako da vem, da je zvok pomemben in sem se zato tudi potrudila, tako da upam, da boste dobro slišali in da vam bo ta video koristil. Sem pa danes izbrala temo, ki je malo težja za vse nas. Vsi se neradi srečujemo s to temo in to je ločitev. Ločitev imamo vseh vrst, to veste. Ločitev je lahko, ko se otrok mora ločiti od dude, od flaške, od mamice, ko gre prvič v vrtec. Ločitev je pač, ko se poslovimo od partnerja. To so te male ločitve, za katere pač, ki določajo v bistvu nek socialni razvoj, neko zrelost, kako jih mi zmoremo, kako jih premoremo in tako naprej. Potem imamo pa ločitve, ki so velikokrat sploh za otroke nerazumne, tudi za nas. Ena je smrt, izguba ljubljene osebe. In druga, o kateri bom danes malo več govorila, je ločitev v partnerstvu, to se pravi ločitev iz odnosa. Ker se na videz nič hudega ne zgodi, samo dva gresta narazen. Imam veliko enih parov, ki se sprašujejo, kaj je za otroka takrat najboljše. In veliko parov, ki otrokom tega ne upajo povedati. In jaz to zelo dobro razumem, zato ker je to ena posebna vrsta odgovornosti, da otroku poveš tako težko novico. Drugo pa je, da je za otroka to travmatična izkušnja. Kar bi rada tukaj povedala je, da otrok doživi izgubo staršev na istem mestu, zelo dramatično, zaradi tega, ker pač za njega se vse spremeni in več ne ve, kaj bo jutri. Več ne ve, kako bo jutri. Ker naenkrat je ujet med tem, a bo tukaj, a bo tam. In ta varni temelj, ki ga otrok nujno potrebuje, morata starša tudi v času ločevanja držati. To pomeni, da otrok ves čas ve, kaj ga čaka, da vidi, da se starša znate pogovarjati in da sta se lepo dogovorila, kako bo v zvezi z njim, kako bo z njima, kako bo z vsemi stvarmi. Da, te stvari obstanejo. Izguba varnega temelja za otroka lahko pomeni zelo hudo travmatično izkušnjo in otroci v tem času različno reagirajo. Eni otroci se zaprejo vase in zamrznajo in so tiho in so samo prestrašeni in ostanejo v taki zamrznjeni pozi, tudi ne govorijo kaj dosti. Druga stvar je, drugi so taki, da se zjezijo in se začnejo bojevati in pritiskajo na starše in kaj in zakaj in nehita in to ne smeta in to ni prav. Potem so pa pač otroci, ki se preprosto odmaknejo in izgledajo tako, kot da jim je vseeno, kot da se jih to sploh ni dotaknilo, ampak samo izgledajo tako. In potem so seveda še težje oblike teh vedenj, s katerimi se midva ukvarjava, pač za tiste, to naj vam bo jasno, da če nečesa ne zmorete sami, poiščite si pomoč. Zaradi tega, ker je to za življenje v prihodnosti zelo pomembno, kako pač take stvari prestanemo. In najina izkušnja z Albertom pri delu je, da pari, ki pridejo za to, da uskladijo svojo zgodbo in uskladijo svoje občutke in se naučijo pogovarjati o tem, veliko lepše spelajo te stvari in ostanejo potem kot starši veliko lažje povezani. To pomeni, da gredo vsi očitki, vsa krivda, vsa jeza stran iz odnosa. Da par si zna povedati, kaj mu je težko, česa ga je strah, kako se sooča s to ločitvijo, na nek empatičen in spet empatija. In boste rekli, kako naj bom jaz empatičen do partnerja, ki me je prevaral, recimo. Glejte, partner, ki prevara, ima pač vzadnji določen smisel in ta smisel se je zgodil v odnosu. Če tega nista znala rešiti
in gresta zdaj narazen. To še ne pomeni, da se je treba maščevati in trgati tega človeka do nezavesti in do konca življenja. Vajina odločitev je, da sta ta odnos zaključila, da sta naredila piko in da gresta naprej v življenju. In ko gresta naprej v življenju, gresta naprej tudi kot starša. Zato je to pomembno. Kot starša morata ostati povezana in povezana bosta lahko ostala samo na ta način, da si povesta, da si delita občutke, da se pogovorita, kaj je komu težko in da ko gresta k otrokom ali pa enemu otroku in jim povesta, da to naredita na tak način, da ne kažeta s prstom drug na drugega. To pomeni zelo preprost stavek, midva greva narazen in ne bova več živela skupaj kot partnerja, ampak še vedno ostajava povezana v starševski vlogi in sva oči in mami tako kot prej. Ene stvari se bodo spremenile, bodo drugačne, ne bomo več živeli v isti hiši, vse ostalo, kar se tiče pozornosti, kar se tiče ukvarjanja z vami, si bova z očem, z mamico razdelila tako, da se bomo vsi dobro počutili. In se seveda dajta potem tudi potruditi na ta način. Velikokrat, danes zjutraj sem govorila z enim očem, ki ima tako zgodbo, bom pač tako, da ne bom preveč dolgočasna. Težka zgodba, prevara, žena ga je prevarala, pač naredila še veliko drugih stvari, ki jih on seveda doživlja kot najhujše. Klical me je, da mu je sine najstnik, da je popolnoma zamrznil in da mu samo solze tečejo in da ne ve, kaj naj naredi. Nekaj časa sem se z njim pogovarjala in pač ker je to moj prijatelj, sem lahko malo drugače vprašala in sem rekla, mi poveš, kako si ti? In je rekel, vse bom prodal. Ne morem delati, nimam nobenega veselja več, nič me ne mika, tukaj sedim, ležim, pač brez veze mi je sploh živeti in tako naprej. In potem sem jaz rekla, a lahko poskrbiš prosim zase, a lahko narediš nekaj zase, tole ni okej. In potem je on rekel, to bom že, najprej moram poskrbeti za otroke. A slišite, kaj sem zdajle povedala? Otrok je v stiski, zato ker vidi starša v stiski. Dajte poskrbeti za to, da boste šli iz odnosa postavljeni. Da bo otrok čutil, da ste postavljeni, da ste stabilni. Da se vam ni treba napiti, da vam ni treba, ne vem, razmišljati o samomoru, da vam ni treba razmišljati, da ste izgubili smisel svojega življenja. Ta otrok je v stiski zaradi tega, ker njegov oče, ki je bil prej zelo, zelo uspešen podjetnik, hoče vse prodati, ker ne vidi smisla. In potem sva se pogovarjala še nekaj časa in sem rekla, kaj pa tvoj smisel, tvoj čist osebni smisel? In je rekel, mene so naučili, da vedno skrbim in delam za druge. In to sem zdaj izgubil. In te drugi, lejte, a veste, kako je mečkana črta? Te drugi so v resnici družina. Ne samo en otrok. Pač ta družina je večja, ampak en od teh otrok je to stisko pokazal na tak način, kot sem povedala. In upam, da me je ta očka slišal, da mora on najprej postaviti sebe, zato ker kaj se bo zgodilo? Otrok bo rekel, oči je k sebi prišel, zmogel je, to se pravi, zmorem tudi jaz. Varni temelj pomeni, da otrok ve, da smo mi okej. A veste, mi velikokrat zelo se osredotočamo nase, pa na to, kako se mi počutimo, pa koliko nas skrbi, pa koliko je nas strah. Ampak na drugi strani otroka tudi skrbi za nas. Na drugi strani je nekdo, ki mu je zelo mar, na drugi strani je nekdo, ki je odvisen od nas, ki je odvisen ne od tega, da mu mi kupimo obleke. Odvisen je od naše navezanosti, od naše bližine, od naše prisotnosti, to, da smo jim na voljo. In ko mi rečemo otrokom, gremo narazen, saj oči bo tam živel, mami bo tukaj živel, ali pa saj še ne vemo, kako bomo živeli. On nima jasne slike, kaj se bo zgodilo s to bližino, kaj se bo zgodilo s tem občutkom varnosti, da se on lahko nekam zateče.
On si predstavlja stvari zelo, zelo drugače. Ali pa si jih mogoče niti sploh ne zna predstavljati, ker je še hujš, ker če bi si jih znal, bi lahko vprašal. Tako da ja, jaz mislim, da je ločitev zelo težka, se pa strinjam, da so primeri, kjer je ločitev nujna, če vidva toliko trpita skupaj v odnosu, da preprosto ne zmoreta več, da ne znata več, potem je verjetno za vse boljš, da greste narazen in pač si uredite življenje tako, da vam bo lepo. Poznam pa tudi nekaj parov, ki so se naučili, kako se da živeti lepo skupaj, ki so se naučili komunicirati, ki vejo, kako odnos funkcionira, pa rajše živijo v coni udobja in uporabljajo spontana vedenja še naprej. To se pravi jezo, prepire, konflikte, zavračanje, maščevanje, skratka vse te nepovezovalne navade in živijo v odnosu s partnerjem, s partnerko. Nič se ne spremeni. Takim parom bi pa sporočila, da se jim bo to verjetno zgodilo tudi v naslednjih odnosih, ki jih bodo imeli. Zaradi tega, ker spontana vedenja, ki jih imamo, niso vedno najboljša. Jaz sem v življenju toliko, tudi jaz pa Albert, veste, ko govoriva o tem na predavanjih, sva bila na tem, da greva narazen. In ostati skupaj ni bilo preprosto. Ampak ena stvar, za katero sem res najbolj hvaležna, je to, da sem osebnostno zrasla, da sem dozorela v odnosu, v stvareh, ki jih izven odnosa nikoli sploh ne bi doživela, ker ne bi mogla. Da sem lahko naredila te spremembe. In tukaj enako lahko rečem za Alberta. Mislim, da je tudi on zelo hvaležen za to, ker se pogovarjava o tem. In kar bi vam rada sporočila je, še enkrat, preden zaključam ta video, ko greste narazen, pejte narazen v tistem trenutku, ko znate uskladiti svojo zgodbo, ko nehate s prstom kazati drug na drugega, ko je to obdobje jeze, pač ta faza jeze šla že skozi. Če ne zmorete sami, pejte si po pomoč. Jaz pa Albert sva ne vem kolikim parom že pomagala pri ločitvi in s tem nič ni narobe. Pomembno je, da ostaneta povezana. Lejte, če so otroci majhni, bosta mogoče lažje šla skozi. Ko so otroci najstniki, potrebujejo oba. In enkrat bosta mogla spet začeti sodelovati. Lih 14 dni nazaj sva imela par, ki se nista ne vem koliko let pogledala. Zdaj imata je njun otrok najstnik, sta skupaj prišla na srečanje, zaradi tega, ker je bilo nujno, da prideta na srečanje. In sta se mogla, enkrat moraš priti v to fazo, da rečeš, starš sem, mar mi je za otroka in nekaj je vredno za njega narediti. Tako da ja, 13 minut že čvekam. Jaz upam, da sem vam dala kaj s tem videom. Velikrat rečete, kdaj je pravi trenutek, da mu povem. Pravi trenutek je takrat, ko ste vi stabilni in ko je vaš partner stabilen. In povejte to skupaj. Usedite se skupaj in povejte jim skupaj. In rečete, pač ni se nama izšlo, nisva znala, ne zmoreva. Ampak to še ne pomeni, da nisva starša. Tako da ja, jaz vam želim vse lepo v tem šolskem letu. Tale video sem posnela zaradi tega, ker je teh vprašanj res ogromno in je pač se mi zdel danes pravi trenutek, tako da vam želim vse mirno in povezano. Srečno!